Valentin Vodnik je bil prvi na številnih področjih, tudi v novinarstvu in publicistiki. Med drugim je bil urednik Ljubljanskih novic, prvega časopisa v slovenskem jeziku. Prelomnost Vodnikovega dosežka si danes, ko v svojem jeziku beremo na stotine časopisov, revij in drugih publikacij, težko zamišljamo. Edina zvrst slovenske književnosti, ki je pred Vodnikovimi časi dosegala visoko naklado, odlično prodajo in najširše družbene sloje, je bila Pratika. Pratika je bila preprosta in poceni publikacija, ki je vsebovala koledarske podatke za eno ali več let, vremenske napovedi in zabavne in poučne sestavke. Prvi slovenski koledar je sicer že leta 1557 objavil Primož Trubar, toda začetki prve slovenske pratike, ki je izhajala kontinuirano, segajo vsaj v leto 1725, takrat je namreč ljubljanski tiskar Janez Jurij Majer založil novo kranjsko pratiko. Pratika pod tem naslovom je redno izhajala zlasti v zadnji tretjini 18. stoletja in je imela izjemen doseg. Leta 1794 je izšla v kar 20.000 izvodih. 250 let od prve slovenske knjige je bilo namreč od milijona Slovencev pismenih samo nekaj odstotkov. Plemiči in drugi izobraženci so brali večinoma latinske, nemške in italijanske knjige. Slovenske so uporabljali predvsem duhovniki, ki so delovali med kmečkim prebivalstvom. Zaradi velikega dometa in izobraževalnega potenciala pratik se je baron Žiga Zois, mecen slovenskega jezika in književnosti, odločil, da ustvari lastno razsvetljensko pratiko, ki ne bi vsebovala praznoverja, ampak preverjene podatke o naravi in svetu. S pratiko je želel slovenske kmete tudi pripraviti do tega, da bi posegli po zahtevnejših knjigah v maternem jeziku. Za glavnega avtorja pratike je določil Vodnika, ki mu je pomagal z zgledi sodobnih nemških pratik, strokovnih knjig in pa pesmi. Vodnikova velika pratika je izšla trikrat, leta 1795, 96 in 97, vendar zaradi prezahtevnosti ni dosegla uspeha nove kranjske pratike. Prvi letnik je izšel samo v nakladi 1000 izvodov. Vodnik je zato zasnoval cenejšo in bolj preprosto malo pratiko, ki je bila uspešnejša, saj je izhajala kar do leta 1806. 3 izvode letnikov velike pratike je Valentin Vodnik leta 1812 podaril tedanji licejski knjižnici. Danes jih hranimo v NUK. Vanje se je ponosno podpisal kot sestavljalec pratike. Prvi letnik pratike sestavlja različni prispevki, izračun let od različnih zgodovinskih dogodkov, seznam članov cesarske družine, popisovanje kranjske dežele, popisovanje različnih kmečkih opravil ter pesem Zadovoljni Kranjc. Valentin Vodnik je kasneje vsebino pratike razširil še na bolj zabaven del. Napisal je epigrame za različne mesece, uganke ter kratke zgodbe, ki pomenijo začetek proznega pripovedništva v slovenščini. Leta 1797 se je ljubljanski tiskar Janez Friderik Eger, ki je tiskal že veliko pratiko, odločil izdajati prvi slovenski časopis. K uredništvu je nagovoril prav Vodnika. Prva številka Ljubljanskih novic je izšla 4. januarja leta 1797. Vodnik je za časopis 2 leti pisal, prevajal, ga urejal. Zadnje leto izhajanja leta 1800 pa je glavnino dela prepustil duhovniku Jožefu Sušniku. Časopis ni mogel konkurirati uveljavljenemu nemškemu časopisu Laibacher Zeitung. Glavna težava je bila zastarelost novic. Vodnik je moral namreč prevajati uradne vesti, ki so prihajale v nemščini iz Dunaja, in je tako pridelal zamudo. Meščani Ljubljanskih novic niso bili pripravljeni kupovati samo zaradi slovenskega jezika, za podeželje pa je bil časopis prezahteven. Valentin Vodnik je leta 1812
licejski knjižnici podaril vezen komplet vseh letnikov Ljubljanskih novic. Najpomembnejši prispevek v teh novicah je bil prav gotovo povedanje od slovenskega jezika, v katerem je Vodnik na preprostemu bralcu razumljiv način razložil osnove slovenskega jezika ter nekaj zgodovinskega ozadja o slovanskih narodih. Ljubljanske novice so izhajale približno 3 leta, do konca leta 1800, običajno na 8 straneh. Najprej po 2 številki na teden, nato po 1 na teden. Prvo leto so imele samo 33 naročnikov, njihova največja naklada pa je bila 100 izvodov. Najprej so poročale o političnih, dvornih, vojaških dogodkih in drugih zanimivostih na Dunaju in po svetu. Vodnik je moral to upoštevati cenzuro, zato je povzemal po uradnem dunajskem časopisu Wiener Zeitung. Pri domačih novicah je bil bolj sproščen, je imel bolj proste roke. Na koncu so sledili oglasi, razglasi, cene žita, rezultati, loterije, osmrtnice. Celoto so včasih popestrile zabavne zgodbe in pesmi. Časopis je pomembno prispeval k bogatenju slovenskega besednega zaklada, predvsem k razvoju strokovnega izrazja. Vodnikove pratike in Ljubljanske novice so sicer naletele na majhno število bralcev s skromnimi pričakovanji, a so odločilno vplivale na razvoj bralne kulture. Naslednji slovenski časopis, ki je pričel izhajati šele 43 let kasneje, leta 1843, so bile Blajvajsove kmetijske in rokodelske novice in so formalno nadaljevale Vodnikovo delo. Vodnika zato upravičeno štejemo za očeta slovenskega novinarstva in publicistike. Spomin na Vodnikovo življenje in delo in njegovo zapuščino ohranjamo in oživljamo na Vodnikovi domačiji v Šiški.